področje storitvenega oblikovanja. Preko 70% bruto domačega proizvoda razvitih držav zajemajo prav storitve. Torej, lahko bi rekli, da na eni strani obstaja trg oziroma potreba, na drugi strani pa imamo konkretni potencial. In zato je pomembno, da se v tej točki srečamo oziroma da se prepoznamo kot sogovorniki. Če v industrijskem oblikovanju največkrat naletimo na izziv, da podjetja ne prepoznajo oblikovanja kot enega ključnih elementov za razvoj, je na drugi strani izziv polju storitvenega oblikovanja malce drugačen. Tudi oblikovalci nismo še v celoti prepoznali področje storitvenega oblikovanja kot polja svojega interesa, delovanja in potenciala. Kot je rekel eden mojih sogovornikov, ko sem v preteklih nekaj mesecih raziskovala stanje storitvenega oblikovanja v regiji, vzrok je, da ne sprejemamo sprememb. Tudi oblikovanje je spremenilo svoje vrednote, deluje na poljih, ki so jih prinesle družbene spremembe. Zame, ki sem po stroki tudi oblikovalka, je to na nek način odrešilno. Ne soočam se več z izzivi estetskih parametrov nekega izdelka, upoštevajoč funkcijo in ergonomijo, temveč se v okviru evropskih projektov lahko spopadam z izzivi, ki bolj kot kdajkoli doslej postavljajo v središče prav človeka. Lahko se soočam z izzivi, kako pomagati bolniku z omejeno možnostjo gibanja pri lažji vključitvi v družbo, ali pa kako spodbuditi Ljubljančane k pogostejši uporabi mestnega prometa, ter s tem zmanjšati škodljive vplive na okolje, ali pa kako spodbuditi lokalno samooskrbo, ter s tem izkoristiti potenciale Slovenije. Vse to je polje storitvenega oblikovanja in vsi ti izzivi nam dajejo priložnost, da vplivamo na razvoj, tudi družbe. Dejstvo je, da so ustvarjalnost, oblikovanje in storitveno oblikovanje za regije pomembno. In vprašanje je, kako si regije zagotavljajo svoj delež teh dejavnosti. Eden od možnih odgovorov je spodbujanje, povezovanje kreativnih industrij v okviru evropskih projektov. Projekt CCR povezuje ustvarjalnost preko spodbujanja fizičnih vozlišč, tako imenovanih hubov. To pomeni, da projekt narekuje identifikacijo posameznih fizičnih prostorov, v katerih se zbirajo skupnosti kreativcev in narekuje aktivnosti za njihovo povezovanje in razvoj. Eden od ciljev je skupaj s partnerji v projektu ustvariti mednarodno mrežo vozlišč, kot so na primer v našem prostoru Dux, Rompom, Desna hemisfera, Slovenija Coworking, Multipraktik in še mnogo drugih. Nakratko bom predstavila samo glavne značilnosti projektu. Glavni cilj je torej oblikovati mednarodno mrežo za razvoj kreativnih skupin. V projektu sodeluje 6 partnerjev. Pričel se je oktobra lani in bo trajal do konca julija 2014. V preteklem letu smo partnerji v projektu sodelovali pri usklajevanju in načrtovanju aktivnosti, tako da vsaka partnerska država pripravlja aktivnosti vezane na določen sektor kreativnih industrij s specifičnimi vsebinami. Saj smo mnenja seveda, da podpora kreativnim industrijam ne more biti le univerzalna. Lahko je univerzalnost kot neko izhodišče ob upoštevanju regionalnih in lokalnih značilnosti. Tako bo na primer Francija podprla področje filma, Nemčija področje videoiger, Italija, Avstrija in Slovenija pa področje oblikovanja. Regionalna razvojna agencija je ravno v oblikovanju prepoznala še neizkoriščen potencial za razvoj in v okviru CCRPS gremo še korak dlje. Zato smo se odločili, da se posvetimo storitvenemu oblikovanju. Glavne aktivnosti projekta je torej razvoj vozlišč in prave pri virtualne mreže za lažje sodelovanje in izmenjavo znanj, povezovanje kreativnih industrij, malih in srednjih podjetij ter izobraževalnih ustanov, osveščanje oblikovalcev politik za rezultat razvoja novih storitev in produktov. Projekt bo tako realiziral virtualno platformo, dogodke, kot je na primer današnji, nove politike, ki bodo vključevale posebne ukrepe z tega področja,
Vsak partner pa bo razvil tudi pilotne projekte v okviru kreativnih taborov. Cilj pilotnih projektov je vzpostaviti stik med ustvarjalci ter malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami z namenom razvoja inovacijskih projektov na osnovi specifičnih tem, ki bodo privedle do novih produktov oziroma storitev. Torej, če je današnji dan platforma za spoznavanje sogovornikov, bodo kreativni tabori zagotovo platforma za njihovo sodelovanje. V Ljubljani bodo kreativni tabori potekali v aprilu 2013. Vsak partner bo na podlagi javnega razpisa izbral kreativne skupine in posameznike, ki bodo v teh taborih sodelovali in sestavili delovne skupine. Te ustvarjalne interdisciplinarne ekipe se bodo seznanile z metodologijo, ki bo prilagojena praktičnemu razvoju storitvenega oblikovanja. Osrednja tema bo torej razvoj novih in izboljšava obstoječih storitev na dveh temah, in sicer zdravstvu ter javnem potniškem prometu z usmeritvijo strokovnih mentorjev. Rezultati teh kreativnih kampov pa bodo predstavljeni v sklopu velike mednarodne prireditve ob koncu projekta CCLS. Tukaj je nekaj aktualnih dogodkov oziroma aktivnosti, ki jih trenutno upravljamo. Prejšnji teden smo organizirali delavnico Service Jam, o katerih bo več povedano v nadaljevanju. Današnji dogodek, prihajajoči kreativni tabori, ter pripravljamo tudi delavnice s kreativnimi vozlišči za razvoj novih dejavnosti.